Inštitut in Akademijo za multimedije vodi ravnatelj Martin Mele, ki se je nad multimedijo navdušil že v mladih letih. Hobi pa je prerasel poklic, ki ga z veseljem opravlja. Je sigurno izziv predvsem zaradi tega, ker gre tukaj za celovito pokrivanje medijev na splošno. To je zadeva, ki me je že od nekdaj zanimala, tukaj sem imel tudi ambicije, želje. Študijski program na Inštitutu in Akademiji za multimedije traja 2 leti. Po zaključku študija diplomanti pridobijo javno veljavni naziv inženir multimedijev in diplomo. Jaz sem razmišljal, da bi si za diplomsko nalogo izbral, da bi naredil kratki igrani film, klasično zgodbo, dobro premaga zlo, scenarij bi izdelali s pomočjo profesora na šoli, realizacija pa z kolegi iz akademije in nekaj prijateljev. S pridobljenimi znanji so študentje odlično usposobljeni za organizacijo in izvedbo multimedijskih projektov, trženje multimedijskih proizvodov in storitev, hkrati pa spoznavajo ljudi in se širijo možnosti za delo. Ja, pri šoli mi je najbolj všeč to, da jo obiskuje veliko ljudi, ki različne stvari počne in te lahko različne stvari tudi naučijo, kot naprimer montaža, oblikovanje, grafično snemanje in tako si lahko pri delu tudi med sabo pomagamo. Program obsega fotografijo, snemanje, montažo, filmsko, TV in internet produkcijo, uporabo najsodobnejših računalniških programov, organizacijo, kreativne dejavnosti in drugo. Skratka vse, kar je povezano z multimedijo. Opiše se kar nekaj tudi poznanih imen, v bistvu, če navedem recimo Miha Šalehar, ki ga poznate z televizije, potem Dejan Čretnik, on je režiral prenose iz Evropskega prvenstva v rokometu, zdaj pripravlja tudi te športne oddaje. Damjan Kunej, pomemben človek na področju zvoka na televiziji. Študente smo zmotili na multimedijskem tednu, kjer so pod vodstvom profesorja Valentina Perka pilili svoje znanje snemanja in osvetlitve. Mi smo imeli 24 ur predavanj, izhajali smo z osnove filma, tam je zapis na film, tukaj na elektroniko. Principi ostajajo pa isti, kompozicije, gibanja kamera, osvetlitve in danes smo improvizirali dan-noč. Ena izmed 2 intervju, kjer se pazi na smeri, na grob plan in na kompozicijo. Šolo obiskujejo tako mladi, ki jim je to prvi vpis na višjo šolo, kot tudi študentje, ki imajo redne zaposlitve. Eden izmed njih je Klemen Tominšek, zaposlen na Delo revijah, kjer oblikujejo revije Jana, Smrklja, Anja in druge. Predvsem sem se odločil za študij zaradi možnosti napredovanja in ker se ukvarjam večinoma z računalniki. Veseli me delo z računalniki in bi rad poglobil svoje znanje. Luka Verbec dela kot montažer na Pop TV, kjer sodeluje pri oddajah Lepo je biti milijonar, 24 ur, Športna scena in drugih. Glede na to, da že nekaj let delam na raznih televizijah in je program, ki se izvaja tu na faksu, zelo povezan z delom na televiziji, je bil to eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločil za ta faks. Vse kandidate, ki jih zanima študij multimedijev, vabijo na informativna dneva, ki bosta v petek 13. in soboto 14. februarja ob 10. uri v multimedijskem centru IAM na Leskovškovi 12 v Ljubljani.